Brez električne energije si sodobnega življenja ne znamo več predstavljati. Potrebe po njej pa se bodo v prihodnosti še povečevale. Zgolj za potrebe napajanja električnih avtomobilov naj bi tako čez desetletje potrebovali toliko električne energije, kot nam jo trenutno zagotavlja jedrska elektrarna v Krškem. Ta bo delovala še 20 let. Že zdaj pa tečejo postopki za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Ga nujno potrebujemo ali pa bomo zmogli zgolj z obnovljivimi viri energije? Boštjan Fabjan. Leto 1973. Čas pogostih omejitev električne energije v Sloveniji in celotni Jugoslaviji. Slovenija in Hrvaška sta z ameriškim podjetjem Westinghouse podpisali pismo o nameri za gradnjo jedrske elektrarne v Krškem. Zahtevna gradnja se je začela leta 1975. Televizijske ekipe so pozorno spremljale prevoze najtežjega tovora do bodoče nuklearke. Vlačilci, med katerimi so tudi takšni, ki imajo vlečno moč 1200 ton, pri čemer popijejo skoraj 8 litrov nafte na 1 kilometer, so spet zahropli, vendar počasneje kot prej, kajti cesta na levem bregu Save je bila ožja in nekateri zavoji tako ostri, da so jih lahko izpeljali le z manevriranjem ter preklapljanji. Začetek komercialnega obratovanja nuklearke je bil leta 1983. S tem je bila zagotovljena stabilna oskrba z električno energijo, kar je bilo tudi na nek način razvojno sporočilo, da Slovenija in Hrvaška vstopata v neko sodobno razvojno obdobje. Električna energija iz jedrske elektrarne Krško zdaj že dolga leta predstavlja približno tretjino proizvedene elektrike pri nas. Drugo tretjino dobimo iz termoelektrarn, tretjo pa iz obnovljivih virov, predvsem hidroelektrarn. Tako bo lahko še 10 let, potem bo prenehala obratovati termoelektrarna Šoštanj. Leta 2043 pa se izteče življenjska doba jedrske elektrarne. Pred nami je zato odločitev, ali zgraditi novo jedrsko elektrarno ali pa se v celoti zanašati na obnovljive vire energije. Po mojem mnenju je, da je NEK-2 neobhodno za slovensko stabilno in zanesljivo oskrbo v bodoče. Po mojem mnenju bo primerno v tem scenariju, da zgradimo vsaj 3 jedrske elektrarne, ena, da nadomesti termoelektrarno Šoštanj, ena, da nadomesti leta 2043 jedrsko elektrarno v Krškem in še ena, ki bo pokrila naraščajoče potrebe po energiji. Zato govorimo, da je najrazumnejši scenarij in uresničljiv scenarij z roko v roki jedrska energija plus obnovljivi viri. Negotovost, dolga gradnja, visoka cena in varnost. To so pomisleki nasprotnikov gradnje NEK-2. Vlada nima nobenih odgovorov, niti koliko bo na koncu to stalo, nima odgovorov od kje denar. Na drugi strani pa imamo na dlani vse odgovore. Kaj se lahko naredi z denarjem, z 10-15 milijardami na geotermalni, na soncu? Gre za ogromno investicijo, ki je po mojih opažanjih zelo podobna investiciji v TEŠ, samo da je še 10-krat večja najbrž. In obstaja zelo veliko tveganje, da bo ostala nasedla investicija. In naslednji vidik, odgovornost do prihodnjih rodov. Koristi od jedrske elektrarne stanejo v času 1 do 2 generacij. Potem je pa treba skrbeti za izrabljeno gorivo, objekt, za razgradnjo in za vse te odpadke še 100 000 let. Mi zagovarjamo prehod v množično in razpršeno pridobivanje energije iz obnovljivih virov, torej predvsem iz vetra in pa sonca, pri čemer je pa pomembno tudi to, da bi bili ljudje v to energetsko transformacijo vključeni. Je torej scenarij zgolj z obnovljivimi viri realen? Slovenija ima v celi Evropi največje možnosti za izkoriščenje sončne energije. Največ streh na prebivalca imamo, pa najslabši izkoristek v Evropi. Če gledamo, kako hitro padajo cene in sončnih elektrarn in baterij, noben danes ne dvom, da bo to v 10-20 letih v bistvu prevzelo ves trg. Toda sončne in vetrne elektrarne ne omogočajo stabilne proizvodnje elektrike. Vetrne elektrarne jo proizvajajo tretjino časa v letu, sončne pa le četrtino. Tehnologija shranjevanja presežkov iz energije obnovljivih virov še ne obstaja na taki skali, da bi to lahko sezonsko shranjevali. Ta trenutek so črpalne elektrarne, hidroelektrarne še vedno
najbolj učinkovite in omogočajo shranjevanje za do enega tedna, ampak to ni sezonsko shranjevanje. Ne? Hranilne kapacitete za približno 2 meseca slovenske porabe energije ustrezajo baterijam v vrednosti približno 500 milijard evrov. Če bi imeli pa črpalne elektrarne, bi mogli pa na višini Kredarice zgraditi približno 3 ali pa 4 bohinjska jezera hranilnikov. Kolikšna bo cena gradnje nove jedrske elektrarne, bo odvisno predvsem od njene velikosti in ponudb. Poznajo se prve ocene stroškov, približno 7000 evrov na kilovat. Danes, v tej fazi projekta zelo težko govorimo o končni ceni. Ne? Mislim, da je v tem primeru boljš jezik držati za zobmi in počakati, kakšne bojo daj vrednosti sami dobavitelji. Družba Gen Energija ima energetsko dovoljenje izdano za 1100 MW reaktor. Po napovedi premierja bi tako za elektrarno odšteli 7,7 milijarde evrov. Ob 1600 MW reaktorju bi vrednost poskočila na dobrih 11 milijard. Upravičeno tukaj obstaja skrb o korupciji. Približno 5-krat večja investicija kot TEŠ, 5-krat več možnosti za korupcijo. Oni morajo razložiti, od kje bo 15-20 milijard. To so sanje. Ta trenutek vlada nima niti 10 milijard za sanacijo po poplavah. Jaz mislim, da bomo presenečeni, ko bomo videli konkretne ponudbe oziroma finančne konstrukcije. Ne? Vemo tudi to, da so vsi jedrski projekti v Evropi od 90-ih let dalje 2-krat, 3-krat celo presegli začetno oceno investicije. Vsak scenarij bo državljane do neke mere obremenil, kajti vsak prehod, zeleni prehod ali drugačen prehod v nizkoogljično energetiko bo državljane stal. A v zameno za naložbo bomo lahko, tako zagovorniki gradnje NEK 2, dolga leta računali na poceni elektriko. Sončne elektrarne imajo življenjsko dobo recimo 20 do 25 let, potem pa jih moraš nadomestiti. Medtem ko ta jedrska elektrarna ti pa dela naslednjih 60 do 100 let in imaš več čas stalno zelo nizko ceno električne energije in zanesljivo oskrbo. Vsako leto za NEK stane slovenska gospodinjstva približno 600 milijonov evrov više v obliki višjega stroška za električno energijo, ki bi jo morali potem kupovati iz tujine. Zelo podobno zgodbo so prodajali zagovorniki TEŠ 6 pred 10 leti, 15 leti. Zdaj pa vidimo, da je TEŠ že nasedla investicija. Na eni strani stabilen vir, gradnja jedrske elektrarne, in na drugi strani variabilen, vremensko odvisen vir in gradnja, se pravi posodobitev omrežja, gradnja hranilnikov in vse to. In mogoče jedrska elektrarna ne bi bila več tako draga, oziroma ne bi izgledala tako draga. Scenarij brez jedrske energije do leta 2050 so v raziskavi GEXIT pod drobnogled vzeli tudi na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Bi morali zgraditi vsako leto v povprečju 240 MW sončne energije, se pravi proizvodnje bodisi na tleh, bodisi na strehah, in pa 60 MW vetra. Letno to pomeni 40 sončnih elektrarn podobnih tisti v Brežicah in 26 vetrnih podobnih tistih v Dolenji vasi. To si za zdaj težko predstavljamo, a tudi nove jedrske elektrarne ni pričakovati čez noč, kljub podpori lokalnega prebivalstva. Podpora JEK2 je ravno zaradi dobre komunikacije dobro sprejemljiva v naše okolje in tudi naše občane in občanke predvsem zanima in interesira ta časovnica same njenega umeščanja. Pomislekov o varnosti jedrske elektrarne v Krškem ni toliko kot drugod po državi. Poznavalci sicer trdijo, da je, ne glede na nekatere znane nesreče, pridobivanje jedrske energije še vedno najvarnejše med vsemi. Če bi bila Taylor Swift